Drugošolci, predvsem pa njihovi starši, so se razveselili brezplačnih učnih gradiv, učenci višje stopnje pa 2 novih obveznih izbirnih predmetov. Na osnovni šoli Oskarja Kovačiča so devetošolci lahko izbrali tudi predmet filmska vzgoja. Bi rada zvedela več o tem, kako filmi nastanejo. Pa hočem nove žanre spoznati. Rada bi se ločila nekvalitetno od kvalitetnih, da bi tudi potem to vplivalo na to, kaj bom gledala. Že doma zelo radi snemamo kratke filmčke, tudi jaz jih zelo rada urejam. Pri tem predmetu glih nimamo zvezkov ali pa delovnih zvezkov, tudi ne pišemo testov pod ko, ampak se v bistvu sam pogovarjamo. Pa še na koncu posnamemo kratek film, tako da to mi je ful zanimivo, ker ful rada igram. Pa bomo definitivno potrebovali kamere, pa veliko se bomo mogli tudi naučiti. Sebe vidim bolj kot snemalca, ker me zelo zanima tudi fotografija, zvočna obdelava in editing in te fore. 23 učencev iz osnovne šole Ivana Roba pa se enkrat na teden po 2 šolski uri po svoji izbiri uči kreten slovenskega znakovnega jezika. Je drugačen od drugih predmetov in me zanima, kako se sporazumevajo gluhi ljudje. Tudi jaz imam višjeslušni aparat, pa se mi je delo prav, da ga znam, ker imam tudi v družini sorodnike, ki so naglušni. Če se učimo tujih jezikov, je prav, da se tudi znakovnega, so povedali mladi. Bi bilo fajn, da bi znali vsi, da bi se lahko tu sporazumevali in da bi bili enakovredni. Tudi če so gluhi, so isti ljudje kot mi, ne? In pa če vidiš koga, ki je gluh, se lahko z njim sporazumeš in to. Po novem ne bo več delovnih sobot, ki bi nadomeščale proste dneve. NPZ-ji v 9. razredu tudi letos ne bodo vpisani v redovalnico kot ocena. Smo pa dobili precej snapov tistih, ki ste jezni in razočarani, ker vam je minister za NPZ kot 3. predmet določil šport.